Hvala lepa in lep pozdrav z moje strani. Hvala Karitasu, da ste me povabili, da imam priložnost, da vam tudi predstavim delo zastopnika pravic na področju duševnega zdravja. Jaz moram povedati, da gre tu za drugo populacijo, da je to populacija ljudi, ki ima težave v duševnem zdravju, to se pravi ne v duševnem razvoju, ampak v duševnem zdravju. Kaj so te težave, če vam samo tak na kratko povem, to so razne motnje v duševnem zdravju in sicer šizofrenija, če jo poznate, potem razne depresivne motnje, anksioznosti, bipolarne motnje in tak naprej. Teh motenj je ogromno. No, zdaj, kako je prišlo do tega zastopnika? Prej so bile pravice oseb, ki imajo težave v duševnem zdravju, nekako v zakonu o nepravnem postopku. Zakon o nepravnem postopku je opredeljeval malo Tjana, ono stran več. Je tako boljše? Nič stran. Sam je čovjek V zakonu o nepravnem postopku je urejeval pravice oseb, gre pa za področje, ko so osebe nameščene v varovanih oddelkih psihiatričnih bolnišnic ali pa socialno-varstvenih zavodov. Ko je Ustavno sodišče ugotovilo, da te pravice nekako niso dovolj zastopane in dovolj uzakonjene, je naložilo Ministrstvo za zdravje, da to uredi v posebnem zakonu. In ta posebni zakon je potem bil zakon o duševnem zdravju, ki je bil 2008 sprejet in 2009 uveljavljen. In ta zakon o duševnem zdravju je tudi umestil oziroma v zakonu zastopnika pravic oseb na področju duševnega zdravja. Kako nam to zdaj nekaj? Aha. Ja. Celarka sto. No, jaz bom na kratko zelo navedel te člene, ki govorijo o zastopniku. Kaj je naša osnovna naloga? Celarka je Moram povedati, da mi delujemo kot zastopniki izključno na varovanih oddelkih psihiatričnih bolnišnic in na varovanih oddelkih socialno-varstvenih zavodov. Ta tretji segment bi bil, oziroma ta tretja inštitucija, ki bi morali pokrivati, so tudi domovi za starejše občane, kjer imajo varovane oddelke. To se pravi, naše delovanje in zastopanje oziroma zagovarjanje pravic je omejeno na te oddelke. Zdaj, to so naloge, ki jih mi upravljamo, to se pravi, poglejte, ko je človek, ponavadi gre za namestitev na varovani oddelek ali pa zaprti oddelek, tako rečemo psihiatričnih bolnišnic, proti volji človeka. Sprej, ko pride kriza, ko se pojavi kriza v duševni motnji oziroma potem je nujno, da človeka namestijo na psihiatrijo ali pa na varovanje oddelke socialno-varstvenega zavoda. In takrat so njihove pravice na nek način kršene. Jaz se spomnim, ko smo zakon o duševnem zdravju počeli, do takrat so bile varovani oddelki izključno domena psihiatrov in pa seveda medicinskega osebja. Mi kot zastopniki, ali pa takrat sploh ni bilo tega inštituta zastopnika, pač nismo imeli pravice do vstopa. In na varovanih oddelkih oziroma na teh oddelkih se je dogajalo marsikaj. Zdaj, te pravice, ki jih imajo, do tam so sicer na nek način omejene. Zdaj, zakaj pravim, da smo ta inštitut zastopnika zelo težko umestili, ker so psihiatri zelo nasprotovali temu.
Na nek način so rekli, varovani oddelki so naša pravica, to je stroka, tu nima nihče drug razen stroke vstopa. No, mi smo vseeno, ko smo sodelovali pri nastajanju zakona o duševnem zdravju in sprejemanju, smo vseeno na nek način ta inštitut, kar bi rekel, nogo med vrata podstavili, pa smo ga spravili noter. In zdaj se je v 10 letih, mi delujemo od decembra 2010, zdaj bomo imeli 10-letnico, se je pokazalo, da je bil nujno potreben tak inštitut. No, kakšne pravice imajo tam na varovanih oddelkih do gibanja? Glejte, to je mogoče včasih zveni tak, kdo pa nima pravice do gibanja, ne, ali to. Ampak res je, da so jih včasih omejene. Potem do uporabe telefona. Poglejte, ljudje se znajdejo v krizni situaciji proti svoji volji na varovanem oddelku. In v tistem trenutku je osamljen. Ponavadi, vi ste dosti govorili o družini, ponavadi ga tudi družina spravi tja noter. No, celo na osnovi klica, kaj se staršev, ali pa če imajo skrbnike, tudi potem takega človeka umestijo na varovani oddelek. In kaj je bistveno pri tem? To je poseg njegove pravice v odvzem svobode. To je odvzem svobode. To je tako, da bi ga zaprli na zapor. Potem pravico do obiska, pravico do dopisovanja elektronske pošte, do sprejemanja pošiljk in tako dalje. Glejte, jaz se zavedam, da nismo vsega zajeli v to, ampak iz enostavnega razloga, ko sem vam prej povedal, da so psihiatri zelo nasprotovali temu in smo potem rekli, naj nekaj napravimo, da bomo potem kasneje razvijali. In pravico do zastopnika, ki je neodtujljiva in je nihče ne more mu vzeti. No, to sem že povedal, varovani oddelki. Ena inštitucija je še nadzorovana obravnava. Takrat, ko so ljudje v varovanih, zaprtih oddelkih psihiatričnih bolnišnic, je možno tudi, da se stroka odloči, da bo človek lahko nadaljeval zdravljenje tudi izven bolnišnice. Takrat se uveljavi inštitut nadzorovane obravnave. V nadzorovanem obravnavo ni potrebno, da so ljudje potem na varovanih oddelkih, ampak so lahko doma pod posebnim nadzorom. Sodišče določi tim na osnovi predloga psihiatrične bolnišnice in ta tim potem obiskuje človeka na domu ali pa in takrat smo mi ravno tak zastopniki lahko prisotni. No, domove starejših občanov sem omenil, ki imajo varovane oddelke, ampak moja izkušnja je, da tam smo, mogoče sem 2 do 3-krat bil na takih oddelkih večnih. Ja. No, kje lahko pomagamo pri uveljavljanju pravic po zakonu o duševnem zdravju, potem sodelujemo z zastopnikom bolnikovih pravic, to je nekaj drugega. Bolnikove pravice so nekaj drugega, to najbolj poznate ta inštitut, boljše kot ta naš. Takrat, kadar gre za kakšno bolezen, ki je spremljajoča za psihičnimi motnjami, potem lahko mi pokličemo zastopnika bolnikovih pravic in predlagamo. Razumevanje postopka sprejema. Poglejte, jaz imam tudi izkušnje, tako da vam povem, da imamo sina, ki ima že 40 let, paranoidno šizofrenijo, to se pravi moje izkušnje od začetka, ko smo ga morali preko varovanega oddelka, pa tako naprej, so mi zelo pomagali pri tem, pa razložiti, da razumejo ti ljudje, zakaj so tam. Poglejte, bom čisto ekstremni primer povedal, pride policija,
pride reševalno vozilo in človeka na silo vržejo tja noter in ga odpeljejo na to. Gre za hudo, recimo, psihotično motnjo, psihozo, ker človek ne razume tega, ali pa bi rekel tak, naši ljudje smatrajo in naši ljudje mislijo, da ni nič narobe z njimi. In pogledajte, zdaj jaz kot starš ga silim, da mora iti v bolnišnico. Da moram iti na psihiatrijo, kar je še vedno danes v Sloveniji stigmatizirano. Je bil na psihiatriji, to je malo čudno, ne? Zdaj, če imaš raka ali pa sladkorno bolezen, to ni nič čudnega, ne? Če imaš pa kaj, to rečejo, to v glavi, to pa nekaj ni tak. To je nevednost, veste, to je nevednost. Ne poznamo stvari in dokler ne poznamo stvari, kaj je takrat, se je bojimo, nas je strah in se odmikamo, ne? No, uporaba PVU-ja, to so posebno varnostni ukrepi, no, hvala Bogu smo od tiste, kako bi rekel, arhaične psihiatrije, ko so bili, to je še vedno, ko so bili te mreže, ko so bile posebne samice, tak naprej, hvala Bogu smo iz tega stran. Obstajajo pa še vedno povezave z pasovi. To je takrat, ko je oseba, ki je na varovanem oddelku, zelo nemirna, ogroža sebe ali pa ogroža druge in ali pa mu iz varnosti, recimo, če se dobro ne zaveda, jo prevežejo. Mi imamo to pravico in dolžnost, da to preverimo, ker po zakonu sme biti človek privezan samo 4 ure. Po 4 urah in teh 4 urah mora biti v posebnem prostoru, ker je steklena stena in je potem pod nadzorom. Poglejte, če ste 4 ure prevezani, to vas nekam pritisne pa ne vem kaj pa, to je kar huda zadeva in takrat, ko je človek nervozen in ko je živčen in ga prevežejo, takrat je še bolj katastrofalno, ne. In mi preverimo to, če je vse v skladu, ker po 4 urah mora stroka preveriti, ali je bilo vse v redu in ga odvezati. Če pa ni še v redu, potem imajo možnost, da ga še enkrat. In mi to dokumentacijo preverimo, mora biti pa vsako tako zadeva v dokumentih podpisana, poštempljena in točno navedeno, kateri psihiatri določa to in kakšen nadzor je bil. Zdaj, če so kršene zelo eklatantno kršene pravice, potem mi lahko predlagamo upravni nadzor. Prva stopnja je interni nadzor v bolnišnici, druga stopnja pa potem zunanji nadzor. Tega se ponavadi, jaz sem to medla v 70-letnem obdobju 2-3 predlagam, ampak interni nadzor. Ja, lahko naprej, prosim. No, zastopanje je brezplačno, mi smo zastopniki, smo bili dodeljeni Ministrstvu za delo, socialne zadeve in enake možnosti. To se pravi, zastopanec, ne, ali pa zastopanka ne plačuje na to nič. Upoštevamo interese, koristi za voljo osebe, kaj to pomeni. Če oseba ne želi, da se karkoli v pogovoru pove naprej, potem mi tega ne smemo koristiti. Razen v primeru, recimo, da mi oseba reče, pa se pogovarja z mano, pa reče, ok, jaz imam namen to pa to narediti, neko sebi škoditi ali pa drugim, potem sem jaz v nekem smislu dolžan to prenesti na stroki in opozoriti stroko. Drugače pa podatki in vse, kar bi oseba zaupa, mora ostati med nami. Tudi dokumentacija, ki jo imamo, je v enem izvodu in se hrani edino v arhivu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve.
Tudi dokumentacijo izpolnjujemo tako, da varujemo osebne podatke. Sprej samo ime, priimek, vse drugo je šifrirano v dokumentaciji. Zdaj, vključimo se, če oseba želi. To je en taki mal, kako bi rekel, slaba točka tega zastopanja, da mi delujemo na klic. Sprej oseba, ki je privedena ali pa ki jo pripelje v bolnišnico, ali pa tudi včasih za lastno voljo, mora poklicati zastopnika. Dobi v roke podatke, kdo so zastopniki, telefonsko številko, povezavo in potem pokliče. Ampak to je slaba točka, ker ljudje so ponavadi takrat, ko jih namestijo na varovani oddelek, so navadi psihotični. Se ne zavedajo toliko sami sebe. In to je zdaj kontradiktorno, rabijo pa nujno pomoč. In nismo uspeli še, ampak zdaj delamo na tem, ravno prejšnji teden smo imeli sestanek zastopniki, da bi bolnišnice istočasno, to imajo zunaj narejeno tak, da istočasno, ko nekoga sprejmejo na oddelek in ga namestijo, da istočasno obvestijo zastopnika. Zastopnik pride do osebe, vprašaš, če želi, in če želi, sem njegov zastopnik. Meni se zgodi, da me sodišče pokliče, recimo pa reče, vi imate pa narok takrat in takrat. Me nekdo izbral za zastopnika, pa me sploh ni obvestil. Zdaj delamo na tem, da bi bolnišnice istočasno, ko izpolnijo tisto sprejemnico, da bi še obvestili zastopnika. In takrat smo mi pokrili skoraj v celoti pravice, ki mu grejo osebi. Pravice do zastopnika. Če on mora sam poklicati, da pa pogledajte, psihotično stanje je, jaz jih poznam dobro, to je skoraj nemogoče, da pokliče. Takrat je človek najbolj ranljiv, najbolj potreben pomoči, pa ne more poklicati. Jaz mislim, da bomo to uspeli, ker dokler bom še to delal, to moram narediti, ker te osebe so resnično takrat v krizi. No, to pravica do zasebnosti v bolnišnicah in v socialno-varstvenih zavodih moramo imeti posebej sobo, ker nihče nima vstopa in ker mi lahko se z osebo pogovorimo čisto. No, to sem že v bistvu povedal, po pooblastilu. No, ob pogovoru s osebo pišemo pooblastilo, piše pooblastilo oseba. V tem pooblastilu piše, da lahko v njegovem imenu se pogovorim s psihiatrom, s strokom in tako naprej, z osebjem na oddelku. Potem istočasno pa še tudi podpiše, da če oseba ni zadovoljna z zastopnikom, kakorkoli ne zastopam pravilno njegove pravice, da bi lahko mirno odslovi. Izbira je pooblastilo, preklic oblasti, to je to. No, mi smo razdeljeni po regijah, to se pravi, ker sem jaz iz Maribora, imam psihiatrično bolnišnico Maribor, psihiatrično bolnišnico Ormož, Hrastovec pa Lukavce. No, zadnje čase sem bil tudi v tem domu Nine Pokorn, zato ker je en, ki sem ga zastopil na forenziki, so ga premestili tja in je izrecno zahteval, da hoče mene imeti za zastopnika. Ja, kak poteka tole? Na klic, mi se moramo, če dobimo klic osebe, ki rabi zastopnika, se moramo v 24 urah odzvati. Se pravi, moramo se odzvati in
se usedemo, se pogovorimo z osebo, no, jaz vam povedal, kako jaz delam. No. Jaz se pogovorim z osebo, poskušam predvsem poslušati, pa slišati, pomembno je slišati, ne, ker oni nam nekaj sporočajo. Zdaj, prvi odziv je, hvala Bogu, da ste prišli, zdaj me boste pa takoj ven spravili. Vsi mislijo, da smo mi tisti, ki odločamo o tem, da jih takoj spravimo ven. To je prvi, ne, pa potem se to pomiri, da človek pove svojo zgodbo. Veliki sovražniki so takrat starši, ker so jih spravili na psihiatrijo, potem psihiater, ki sploh nič ne razume, ne, se sploh ne ve nič, pa nekaj govori tam, pa mi daje prevelike doze zdravil, tak naprej, ne. Zdaj, jaz ponavadi to poslušam, slišim zgodbo, potem, če je kajkoli prišlo do nesporazuma, običajno soočim psihiatra, lečečega psihiatra in osebo in potem ta dialog spremljam. Ker pomembno je, ker mi ne moramo odločiti o tem, zdaj on imel drugačna zdravila, ali lahko šel takrat domov in tak naprej, ampak mi samo stvari varujemo, da mu niso kršene pravice. Včasih pa so. In pogosto potem razrešimo to z prisotnostjo psihiatra, ki pojasni, ki tudi razloži osebi in na nek način poskušamo to zgladiti, tisto nasprotje oziroma tisto sovražno razpoloženje do psihiatra. Ampak z osnovnim motom, da pravice osebe niso kršene. Zdaj, mi imamo v Mariboru tudi za celo Slovenijo forenziko, ne? Tam so mogoče pogoji ali pa pogoji zastopanja malo drugačni. V začetku smo sploh imeli problema, ne? V zakonu sicer ne opredeljuje varovane oddelke po, ne, ker v Mariboru imate ženski, moški, gerontopsihiatrijo, en forenzični, drugi forenzični in tak naprej, ne. In na forenziki v začetku smo imeli to, da so rekli, ne, zastopniki nimate kaj iskati na forenziki. Potem grem jaz zakon čitati, ne, in tam piše, če je nekdo nameščen na forenzični oddelek, to se pravi, da mu sodišče določi zdravljenje na psihiatriji, ampak je to forenzika. Ne? In če je to zdravljenje na psihiatriji, imamo pravico zastopniki jih zastopati. V začetku je bilo prav smešno, ne? Ker sem prišel, pa so me odslovili. So rekli, ne, vi nimate kaj na forenziki, forenzika je posebej. Potem jaz vzamem zakon v roke, ga vnesem zraven, pa pokličem predstojnika tam na forenziki, pa rečem, evo, tu piše, da kadar je človek na varovanem oddelku zaprt zaradi psihiatrične obravnave, potem ima pravico do zastopnika. In pa smo prišli na to, ne. Tako da. Res je, da in razni primeri so bili recimo na forenziki posebej, ne. Na forenziki, veste, na forenziki so ljudje, ki so pač naredili delikt, ne. Zdaj, ali so koga ubili, ali ponavadi tak, ne. Ponavadi, ne. No, recimo, zdaj mogoče bo malo ironično zvenelo, kot zadnjič sem imel eno še gospodično, še pravzaprav ne, pa sem rekel, govori svojo zgodbo in pa dobro, zakaj ste pa tu, ne? Pa je rekla, mama mi je težila. Mama mi je težila, pa ja in? Ja, rekla, njo pač odstranila, ne? Mislim, take zgodbe so, ne? No, zdaj, kaj lahko še malo naprej? No, prednosti zastopanja.
Poglejte, prej je bil varovani oddelek, pa zaprti oddelek, to je bolj tako bolj razumljivo. Nihče ni imel vstopa razen psihiatrov. Zdaj mi nekako ta psihološki šok, ta stisko, ki je, ko te odzamejo svobodo, te zaprejo, na nek način ublažimo. Ker ne glede, da nimamo ne vem kakšnih velikih kompetenc pri tem, ampak vseeno na nek način blagodejno delujemo na osebo, ki je zaprta. Zaupanje zastopnika, to je pa zdaj stvar čisto osebna, kak pristopiš, koliko imaš posluha, koliko nisi preveč na racijo, nisi bolj na tem nivoju, na srcu. Bližnji so ga pustili na cedilu. Bolnico so me poslali. Ampak gledajte, včasih starši nimamo druge izbire. Nimamo. Da morate računati, da kadar pride do psihotične motnje, da pade človek v psihozo, takrat je sposoben vse narediti. Jaz sem imel primere v Ljubljani, ko je mama živela s sinom, ja, točno, in je prišlo do krize, sin je razbil vse. Vse. Po hiš, po ono, tretje, še kaj je ni napadlo. Pride intervencija, se psihiatrinja usede z osebo, pogovori, ni bilo za hospitalizacijo. In kaj zdaj starši naredi tu? To so take res kritične situacije, ker ne veš, kaj je naredil. Ampak da se pa marsikaj pomagati. Ja, zdaj prednosti včasih moramo urediti kakšne zadeve izven institucije. Recimo zdaj v COVID-u je bil velik problem na forenziki, da ljudje niso mogli do denarja. Zdaj na forenziki ni tako enostavno. Tam je po nalogu sodišča, po sklepu sodišča so ljudje nameščeni, ampak imajo oskrbo, imajo hrano, imajo stanovanje, ampak recimo frizerske storitve, potem pranje, pa tako naprej, si morajo pa sami plačevati. Zdaj, če ne moreš do denarja, si tega ne moreš privoščiti. In zdaj so nekateri hodili kosmati, tako da je bilo prav smešno. No, jaz sem za kakšnega tudi šel sam na bankomat. So me pooblastili, pa sem šel na bankomat. Ampak potem sem vztrajal, da so to uredili. Ker ne morajo pustiti ljudi same, da... Recimo, zdaj je tudi primer, ta točno, ko sem vam rekel, ko sem bil Nine Pokorn, da je to tam, njemu grozi postopek odzema opravilne sposobnosti, oziroma poslovne sposobnosti. Zdaj se pa znašel v situaciji, da mu dodeljeni zastopnik, odvetnik, ker mora imeti odvetnika na sodišču, da noče biti njegov odvetnik. On bi lahko privatno najel, pa ima denar. In ne more do denarja. Ne more ven, Nina Pokorn je zdaj bila na rdečem seznamu, ker so imeli nekih hudo veliko primerov, se spomnite, vse je bilo v javnosti. No, in zdaj on bi moral pa privatno odvetnico plačati. In jaz sem zadnjič prosil psihiatrine, slučajno je psihiatrina iz Maribora in gre v domu Nine Pokorn, da je to potem tam z osebem uredila in da je to potem lahko naredila. Mislim, take stvari, ki včasih ne sodijo v tisti ozke naloge zastopnika, recimo eno na forenziki sem prodajal avto. Ja, se klicno zgleda, ampak človek se je znašel v stiski, policija mu je avto zaplenila zaradi in ga potem tule v Grosuplju so ga dali na depo, in on se zna, in mene kličejo iz forenzike, psihiater me poklica, rekel,
lahko vi kaj pomagate, mi ne moramo nič, so rekli. Jaz sem rekel, dobro, bomo probali. V enem tednu sem opozal avto in s tistim denarjem je on bil do danes, je imel ta denar, ki ga je koristil. A pogledajte, zdaj pa spet se je zapletlo, edini na forenziki ne dobiva socialne pomoči. In zdaj to rešujemo. Enih 3-4 so bili sestanki, pa z Centra za socialno delo so prihajali, tule ravno iz Trsukla, pa ni se dalo rešiti. Dajle, mislim, da smo tik pred tem, da on tudi dobo. Zdaj pa zamislite, tam je 30 ljudi in on je edini, ki nima tega. Pa ima pravico do tega. Ne? No, mi take stvari so to, ne. Ja, tudi dosti krat smo delali pritožbe, pa pobude na varuhu. Zdaj, pritožbo moramo pri principu narediti odvetnik, ker mi sodelujemo tudi na naroku. Glejte, takrat, ko je oseba sprejeta na varovani oddelek, mora podpisati tudi izjavo, da se strinja, da je na varovanem oddelku in da se strinja z zdravljenjem na varovanem oddelku. Zdaj, ponavadi, če si zelo psihotičen, sploh ne veš, kaj ti tam ne podstavijo, oziroma tisti, že podpišeš. Potem pridejo pa manj k sebi, reče, ne bom tu, pa ne dovolim tudi, da me zdravite. In takrat je bolnišnica dolžna, če on prekliče to, pa tudi lahko prekliče tisti podpis, je dolžna obvestiti sodišče. Sodišče mora v 48 urah priti in napraviti narok tam na oddelku, ker pride sodnica ali pa sodnik, potem izvedenec psihiatrične stroke in odvetnik, ki mu ga določi država za osebo in mi kot zastopniki smo tam zraven. Zdaj, namen tega naroka je ugotavljanje, a je človek po pravici, mu je bila odvzeta svoboda ali ne. To se pravi, so pogoji ali ne. In takrat tudi mi delujemo na teh narokih. Odvetnik je pa dolžen pol, kadar dobi oseba sklep, je odvetnik dolžan napisati pritožbo, če oseba želi, ker tam je rok 3 dni. 3 dni je rok, da se pritožba naredi. In večkrat smo malo težava z odvetniki, ampak vi ste pravnica, pa ne kaj narobe razumeli, malo je težava, zato ker ne pridejo pravočasno, ne pridejo, da bi se pomenili z osebo. Jaz sem imel primer odvetnika, ki je me kliče ena gospa iz gerontopsihiatrije, pravi, odvetnik se noče pritožiti. Moram se pritožiti, če vi zahtevate. In jaz sedim pred njej, pokličem odvetnika, pa pravi meni, veste kaj, vse se ne splača pritožiti. Ne se splača, to je tako, kako ne gre. Sem rekel, zakaj pa ne? Vi ste dolžni to narediti. Je rekel, kaj pa se vi vtikujete? Kaj se pa vi vtikujete? Sem rekel, jaz sem njen zastopnik. Ja, ampak če mi vi rečete, jaz ne bom naredil. Jaz sem rekel, kako pa boste naredili, če mi oseba reče. Sem rekel, pa izvolite, pa sem dal njej telefon. In mu je potem dala nam, da je to naredil. Dobro, zdaj lahko imamo zelo hitro še naprej, da no, to se že tako povedal, da nič takega. Ja, mi tudi spostavljamo odnose s svojci, Jaz prakticiram, ker dosti so svojci oseb s težavami duševne zdravja delam, prakticiram tudi to, da kadar je človek na varovanem oddelku, da tudi starše kontaktiram. Ker gledajte, katastrofa je, če si na varovanem oddelku in si prišel iz ene neurejene sredine, mogoče celo, ko imate primere, ko so pijančevanje v družini in tako naprej, priješ in potem, ko končaš tisto svojo epizodo, se vrneš v isto sredino. In takrat jaz poskušam, čeprav to ni moje delo, pa poskušam malo tako spostaviti, da se na nek način tudi. No, to smo dali potem še pobude za spremembe.
ampak jaz bi imel toliko. Zdaj, če boste imeli kakršnokoli vprašanje o duševnem zdravju, si upam reči, da kar dosti vem, ker več kot 25 let delam na tem področju, pa ta moja izkušnja z sinom, pa potem z uporabniki in svojci je zelo dragocena. Hvala lepa, da ste me poslušali.